V prispevku bova, tako kot je bilo rečeno, soavtorica dr. Sašo Poljak Lukek predstavili relacijske dimenzije v kontekstu religioznosti oziroma duhovnosti človeka, pomen odnosa z Bogom kot z osebo, pri tem pa bova potem konkretne vidike tega prikazali tudi v procesu okrevanja po alkoholizmu. Duhovnost in pa religioznost, tukaj imamo v mislih to najširšo dimenzijo tega spektra človekovega doživljanja, je pomembna dimenzija življenja, tako kot smo že danes večkrat slišali, nas spremlja od rojstva do smrti, tako v vsakdanjih trenutkih življenja, še posebej pa pride do izraza ob kakšnih življenjskih prelomnicah. V teh trenutkih se mnogi posamezniki pogosto zatekajo tudi k duhovno-religiozni dimenziji, se pravi, ko so v stiski, in ta proces imenujemo duhovno oziroma religiozno soočenje s stresom, ki ga lahko opredelimo kot proces, kjer posameznik v tem procesu spoprijemanja z različnimi izzivi, travmami z velikimi T ali malimi T, na različne načine dejavno vključuje religiozno oziroma duhovno dimenzijo med druge strategije soočanja. To zatekanje k duhovnosti oziroma religioznosti je pa zlasti pomemben vir pomoči predvsem takrat, kadar se posamezniki srečujejo s stiskami, ki še posebej preizkušajo človeka, in kadar so neke zmožnosti za rešitev situacije omejene, na primer ob kakšnih izgubah, težjih boleznih in podobno. Pri tem posamezniki seveda uporabljajo različne strategije, lahko so bolj ali manj aktivne ali pasivne, bolj ali manj pozitivne ali pa negativne, ampak kot najbolj optimalna strategija soočanja s pomočjo religioznosti oziroma duhovnosti pa izstopa strategija, za katero je značilen tak sodelovalen odnos, kjer posameznik iz odnosa z Bogom črpa neke smernice za svoje nadaljnje odločitve. Za osebe, ki nekako oblikujejo takšen odnos oziroma ki v soočanje s stresom vključujejo Boga na tak način, potem tudi soočenje s samimi preizkušnjami ni sam nek proces, kjer bi bil poln neke osamljenosti, ampak je mogoče res občutiti, da jih podpira ljubeče, skrbno, močno bitje, ki je aktivno v njihovem življenju. Za takšen način soočanja je tudi značilno, da gre za pozitivno držo, ki temelji na varnem odnosu z Bogom, občutku povezanosti z njim in tudi s člani verske skupnosti. V takih kontekstih ljudje tudi Boga jemljejo kot partnerja, ki jim lahko pomaga v času stiske, kot osebo, h kateri se je mogoče obrniti po pomoč, po vodstvo, dobiti, začutiti ljubezen in tudi občutiti moč, ob tem pa se seveda povečata tudi upanje in občutek za možnost obvladovanja situacije. Vse to pa je seveda mogoče samo, če obstaja ta oseben odnos z Bogom, ki pa temelji na oblikovani intrapsihični podobi Boga, ki jo človek nosi v sebi. Glede tega številni teoretiki in tudi raziskovalci relacijske psihologije, religije ugotavljajo, da ima ta notranja psihična podoba Boga pravzaprav res psihično energijo in dinamiko žive osebe, torej da je to neka psihična realnost, kjer lahko človek čuti Boga kot resničnega, kot živega, kot osebo, s katero je mogoče biti v resničnem in tudi živem odnosu. Tako je potem za mnoge verne osebe Bog, pa mogoče kakšno drugo presežno bitje, ni le abstraktno ali pa oddaljeno bitje, ampak je res pomembna oseba, ki ima pomembno mesto v njihovem intimnem svetu. In tudi v trenutkih stresa, ko še se poglobi neka ranljivost, je to odnos, ki pomirja, tako kot lahko to nudijo tudi drugi intimni, varni odnosi. In da bi to lažje razumeli, si lahko pomagamo tudi s teorijo navezanosti, ki tudi razlaga dinamike v trenutkih povečane ranljivosti ter opredeljuje pomembnost odnosov v teh situacijah. O tem smo že danes tudi kar nekaj slišali, še posebej v prispevku dr. Erzarja, kjer lahko tudi smo začutili malo širše dimenzije te navezanosti tudi v odnosu z Bogom. Sicer je navezanost res tako del nekega vedenjskega sistema, ki ga otrok vzpostavi v najzgodnejšem otroštvu, in ta mehanizem nam lahko razloži, zakaj in kako otrok zlasti v trenutkih stiske in stresa vzpostavlja in tudi ohranja stik s svojim staršem ali primarnim skrbnikom in tudi kako se potem odzove na prekinitev tega stika.
Zdaj, če je ta navezanost varna, potem bo otrok lahko poiskal bližino z osebo, na katero je navezan, ohranil bo nek občutek gotovosti, varnosti, da se lahko obrne nanjo v času stresa in gojil tudi zavedanje, da ga bo ta odrasli potolažil, umiril njegovo tesnobo. Hkrati pa bo na osnovi tega razvil tak notranji model te varne osnove, nek notranji zemljevid, ki predstavlja neko notranjo shemo sebe v odnosu do drugega, se pravi do osebe navezanosti, in ta shema mogoče tudi čutiti občutek varnosti pri raziskovanju sveta v otroštvu in tudi kasneje v življenju. Tako je sistem navezanosti pravzaprav ključna strategija pri soočanju s stresom, ko se oseba obrne k drugemu po varnost in podporo. In to lahko počne tudi v kontekstu duhovnosti. Ena glavnih funkcij duhovnosti oziroma religioznosti je namreč prav zagotavljanje občutka varnosti, kadar smo ranljivi, in v čemer je mogoče prepoznati tudi temeljne dimenzije mehanizma navezanosti. Tudi številne raziskave na področju psihologije, religije to dejansko dokazujejo, da ima Bog za mnoge posameznike prav to psihološko funkcijo osebe navezanosti, se k njemu res zatekajo kot otroci, ki iščejo neko zatočišče in tolažbo. In v trenutkih stiske Bog deluje pri otroku kot starš, torej kot varno zatočišče, kamor se lahko vernik obrne po neko čustveno podporo. In z tega vidika je Bog nekdo, ki je človeku vedno ob strani, se pravi popolna oseba navezanosti, ga vedno spremlja in gleda, in kot tak je dojet kot oseba navezanosti, ki je vedno prisotna, navzoča, tudi vsemogočna, in kot tak lahko zagotavlja pravzaprav najbolj zanesljiv temelj varnosti. Z tega vidika je mogoče tudi razložiti velik pomen duhovnosti in odnosa z Bogom v procesu okrevanja po alkoholizmu, ki pa je tudi izrazito ranljivo obdobje. Pri tem ne gre samo za neko treznost samo po sebi, ampak je to res kompleksen in dinamičen proces, kjer zasvojena oseba tudi je zelo ranljiva za razne zdrse in tudi druge težave. Ta pomen duhovnosti v tem procesu prepoznavajo tudi številni programi, v katere se vključujejo osebe po okrevanju, na primer anonimni alkoholiki, ki uporablja program 12 korakov, pri čemer pa je v središču ta pomen višje sile pri vzdrževanju abstinence in kjer se spodbuja pravzaprav predvsem ta osebni odnos z višjo silo oziroma z Bogom, ne le neko prakticiranje zunanjih ritualov ali pa drugih vrst duhovnih praks. In to kaže pravzaprav na to, da je v središču odvisnosti pravzaprav neka ranjenost na odnosni ravni in da brez odnosa, tudi odnosa s presežnim, prave ozdravitve ni. Namreč eden izmed pogledov na zasvojenost trdi, da je odvisnost motnja v navezanosti oziroma da izhaja iz relacijske travme. Zaradi te travme, ki je lahko tudi zanemarjanje, ne samo nasilje, se zmanjša sposobnost čustvene regulacije in posledično tudi možnost dobrega počutja, dobrobiti, funkcionalnosti v vsakdanjem življenju. Tako da recimo osebe, ki so kot otroci bili prizadeti zaradi nekih nevarnih relacijskih vzorcev, ki so onemogočali dobiti neko pomiritev strani drugih ali pa najti ustrezne rešitve za probleme, se velikokrat obrnejo k alternativnim virom, ne k ljudem, da bi se počutili bolje, in velikokrat so to substance, s koder se pa razvija tudi potem odvisnost. Tako da posamezniki, ki so imeli težave pri vzpostavljanju varnih odnosov navezanosti, so morda bolj nagnjeni k temu, da z drogami, alkoholom nadomeščajo neko pomanjkanje intime, kjer bi se lahko pomirili, torej se navežejo na substanco. V jedru odvisnosti je tako neka nezadovoljenost relacijskih potreb in zato je v procesu okrevanja ključnega pomena tudi relacijska dimenzija in rast, kjer se te neizpolnjene potrebe lahko dograjujejo naprej. Predajam besedo Saši. Ja, pozdrav tudi iz moje strani. Jaz bi se navezala na vse to, kar smo že danes slišali, en pomen nekega sočutja, ki je pomemben v procesu okrevanja, sočutja, ki ga lahko razvijamo sami do sebe, ki ga lahko dobimo v odnosu do nečesa, in tudi tukaj ima Bog neko tako posebno vlogo in tudi moč, da to posamezniku omogoči. In pa še druga taka pomembna stvar je ta koncept Boga, ta relacijski koncept Boga, se pravi, da Bog dejansko omogoča nek odnos,
znotraj katerega lahko zadovoljimo neke osnovne relacijske potrebe. Ker v relacijskem kontekstu naj bi, tako kot je že bilo omenjeno, naj bi okrevanje od odvisnosti pomenilo na nek nov način zadovoljiti osnovne relacijske potrebe. Na nek način se te relacijske potrebe v odvisniškem vedenju zadovoljujejo na neprimeren način. Če pogledamo samo osnovne relacijske potrebe, ki so potreba po varnosti, potreba po pomembnosti, po stabilnosti, po sprejetju neke osebne izkušnje, po vplivanju na svet okrog sebe, po nekem izražanju ljubezni, vse to lahko odvisniško vedenje lahko osebe z odvisniškim vedenjem poskušajo zadovoljiti. Bodi si zaradi tega, ker je umanjkanje tega v odnosih, bodi si, da gre za neko iskanje načina zadovoljitev teh potreb, ki niso bile nikoli zadovoljene. Če pogledamo te osnovne relacijske potrebe, veliko smo že govorili o varnosti, varnost kot neka taka osnoven občutek, ki ga potrebujemo zato, da se lahko počutimo stabilne, da lahko delujemo, da lahko zreguliramo neke osnovno stisko, v kateri se znajdemo, tudi osnovna čustva, s katerimi se spopadamo vsakodnevno. In ta potreba po varnosti je pri odvisniškem vedenju se izgubi in jo poskušajo ljudje zadovoljiti, bodi si zaradi, ker tega občutka ni, posegajo po substancah, oziroma že potem je lahko tudi posledica nekega odvisniškega vedenja izguba vse varnosti, ki jo je posameznik imel. In če razmišljamo v tem kontekstu, na kakšen način lahko nek odnos z Bogom posamezniku pomaga, da na novo, na drugačen način začne zadovoljevati to potrebo po varnosti, potem vidimo, da je pomemben ta koncept Boga, ki ga imamo, se pravi, da naj bi bil to nek odnos, kjer je posameznik lahko spoštovan, kjer ni osramočen in kjer lahko izkuša to svojo ranljivost. Se pravi, te osnovne komponente varnosti, ki jih posameznik potrebuje, lahko se zadovoljujejo tudi prek tega relacijskega koncepta Boga. In seveda tudi v vseh ostalih odnosih. Bomo šli hitro čez vse te potrebe, se pravi, potem je potreba po priznanju, občutek edinstvenosti, ki ga potrebujemo, je spet nek tak bistven občutek, ki lahko umanjka in vodi v odvisniško vedenje, oziroma, kot smo že rekli, odvisniško vedenje lahko potem zamaja to kompetentnost in identiteto, in v odnosih in tudi v odnosu do Boga naj bi posameznik preizkušal to svojo pomembnost in pridobival izkušnje o edinstvenosti. Bog, ki nas sprejema take, kot smo. In v tem lahko pridobivamo te nove izkušnje, kako zadovoljiti to osnovno potrebo. Želimo biti vsi sprejeti, se pravi, da smo sprejeti taki, kot smo, da smo sprejeti tudi z vsemi mogoče napakami in težavami. In tukaj je spet ta dimenzija odpuščanja, ki je bistvena za to, da lahko preidemo čez neke težke stresne dogodke. In da lahko to sprejemanje, tako verska skupnost, ki ima to moč nekega sprejemanja osebe, te osebe se povezuje z ljudmi z enako izkušnjo, kar da občutek tega sprejetja, in s tem omogoča prehajanje v neke nove, bolj funkcionalne vzorce. Potreba po priznanju, se pravi, da sem vreden, da se lahko nekdo poistoveti z mojo izkušnjo, da se jaz konec koncev lahko poistovetim z izkušnjo nekoga drugega. Vse to tudi seveda najdemo v odnosu z Bogom. Samozavedanje, da lahko
da lahko smo ena duhovna identiteta, ki se oblikuje tudi lahko v procesu okrevanja, daje moč nekega novega zavedanja, ki spet zadovolji to osnovno relacijsko potrebo, kar pomeni, da bomo bolje shajali s stiskami in na drugačen način uravnavali svoje vedenje kot z odvisnim vedenjem. Potreba po vplivanju, se pravi to, da smo aktivni v odnosih, da ima naše delovanje nek vpliv, da smo koristni, vse to tudi zadovoljujemo prek teh osnovnih religioznih in duhovnih praks. In pa mogoče še ta zadnja, ampak ne pomembna, naša potreba, da lahko izražamo ljubezen. Se pravi, da mi lahko izražamo hvaležnost tudi presežnemu Bogu, drugemu. To je ena taka osnovna komponenta doživljanja, ki posamezniku lahko pomaga tudi v teh težkih trenutkih, da gre čez te težke trenutke in da mu ta hvaležnost, ki jo lahko ob tem čuti, pomaga potem tudi pri okrevanju in pri odločitvah za nov način življenja. Jaz mislim, da lahko povzamemo to razmišljanje s tem, kar je že Barbara prej omenjala in kar smo že tudi slišali danes, da v trenutkih stiske je ta odnos z Bogom tisti, ki nam lahko ponuja neko osnovno varnost, neko osnovno pribežališče, nek občutek varnosti, neko sprejetje tega, kar smo, kar se trudimo, in da preko tega lahko dobimo moč za neko novo življenjsko pot in za nove odločitve in za tudi izhod iz teh stisk, v katerih se ljudje znajdejo, tudi ko govorimo o odvisniškem vedenju. Za zaključek pa še ena izpoved, ki kaže na to, kako ta odnos z Bogom je tisti moment, ki lahko na nek nov način daje uvid v to, kdo smo in pa tudi, kaj lahko udejanjamo v odnosih. Tako da hvala za pozornost.